A se tudi vi kdaj počutite, da niste iz tega sveta? Da vas ne razumejo, da čutite in zaznavate drugače, da razmišljate drugače, večina okoli vas pa govori čisto ene tretje stvari. To je vedno se zgodi, ko se začnemo zavedati, ko začnemo delati na sebi, ko si dvignemo svojo energijo in začnemo širiti to svojo zavest. Ampak to je v bistvu naravno stanje našega bitja. Ko smo bili še otroci, smo zaznavali na tak način. Jaz se spomnim sebe, ko sem zaznavala svet popolnoma drugače, kot se mi je predstavljal. Ljudje so govorili eno, jaz sem zaznavala drugo. In sčasoma sem pač sprejela ta način, da si daješ neke maske, da ne govoriš tako, kot misliš, čutiš ali vidiš, da se nekako vklopiš lahko v ta svet, ker drugače se počutiš kot en samotar in ti je čudno, da si sam ti tak. In jaz sem prepričana, da veliko ljudi tako čuti, oziroma vem, da tako čutijo, in marsikdo je to zelo težko sprejel, ker mu ni bilo jasno, kaj se zdaj dogaja. Pa se jaz vidim, se vidim energijo, vidim, čutim, da to ni resnica. In ti mi še vedno lažeš, Ja, na nek način je ta zaznava zelo dobrodošla in je odlično, da zaznavamo več. Ampak vprašanje je zdaj, kako to živeti v svetu, ki je nekako želi prikriti vse te svoje misli, svoje občutke, ki želi živeti drugače. Skozi leta sem se naučila, kako to obvladati, kako delati s to energijo in še se učim. Vidim pa recimo, da je veliko težav zaradi tega lahko v partnerskih odnosih. Se pravi, ženska vidi eno, moški pa popolnoma drugo stvar. To je zato, ker imamo ženske maternico in smo zato bolj intuitivne. Ta intuicija nam je že naravno dana zaradi tega krasnega organa. Ampak to ne pomeni, da potem lahko po moških pljuvamo, da jih kritiziramo, obsojamo in non-stop se nekaj z njimi prepiramo, da imamo mi prav. Res je, da je naša intuicija močnejša, ampak moški pa na drugi strani ima druge kvalitete. Če želimo imeti nek boljši odnos z moškimi, govorim na splošno, lahko je to sin, lahko je to brat, lahko je to oče, lahko je to partner, sodelavec v službi in tako naprej, je dobro spoznati te razlike in se jih zavedati. Se pravi, kaj ima ženska v sebi, kakšne potenciale ima, kako vidi svet, in potem na drugi strani tudi spoznati moško naravo, moški način razmišljanja, kako pa on deluje. Dobro je, se pravi, delati na sebi, delati na teh svojih omejitvah, na svojih blokadah, na svojih projekcijah, ker mi vsi gledamo skozi neke projekcije, ki so nam bile dane skozi življenje. Naučili so nas igrati to vlogo. Nas ženske so še posebej naučili, kako se mora obnašati, kaj se spodobi za žensko, kaj naj govori, kako naj reče, kaj naj reče in tako naprej. Jaz sem bila recimo zelo lepo vzgojena in sem se znala obnašati v katerikoli situaciji. Mene so vsi gledali že kot otroka, kako znam se obnašati za mizo, kako znam lepo jesti. Vse to, kar je bilo, kar je družbeno nesprejemljivo, jaz nisem nikoli bila. Vedno sem se obnašala po teh družbenih normah. In potem sem seveda v enem trenutku življenja imela tega dosti, ker sem bila znotraj sebe prazna. Ker sem igrala neko drugo vlogo, ker to nisem bila jaz. In potem, ko sem začela spoznavati, odpirati vse te dele sebe, kdo pa sem sploh jaz, se je začelo to delo na sebi, ki še kar traja.
Mi ne moramo zdaj reči, čau, adijo, jaz grem, dosti imam tega, ne, to ni zame. Ne moramo tudi vztrajati v nekem svojem mišljenju, samo zato, ker mi mislimo, da je tako prav. Treba je najti nevtralno pot, treba je najti tisto resnico znotraj sebe ali pa univerzalno resnico, ker ta svet se pač deluje po nekih zakonih in preko tega mi jih ne moramo spremeniti, to tako je, lahko pa ga razkrijemo oziroma prepoznamo, kako lahko mi svoje potenciale aktiviramo, svojo energijo dobimo nazaj, razširimo to zavest in začnemo delovati in živeti v tem svetu drugače. Vse se da. Vse se da. Seveda je pa treba iti potem po nekih korakih. Treba si neke stvari priznati. Zdaj recimo, če v odnosu nisi zadovoljna, potem je potrebno pogledati, zakaj nisi zadovoljna, zakaj si pritegnjena tega partnerja, kaj se znotraj tebe dogaja. In preko teh spoznanj notranjih sebe, ali pa če pogledamo partnerja, ki je naše ogledalo, lahko prepoznamo tudi, kaj smo mi, kdo smo mi oziroma na kakšen način delujemo. Veliko teh naših notranjih programov je naučenih, priučenih, ker tako mora biti oziroma ker so nas tako naučili. Ampak mi to lahko zavržemo oziroma spremenimo. Ne rabimo podpirati več tega. Ne rabimo biti nekaj, kar mi več nismo. Mi smo to že presegli. Zdaj, samo seveda, nekatere hočejo še vzdrževati neko vlogo, neko masko navzven, ampak jaz vidim pri sebi, da to je ful naporno. Tukaj energije gre v to vzdrževanje te maske, kdo jaz sem, kdo domnevno jaz sem, oziroma kar so mi drugi rekli, da jaz sem. In ne gre tudi za to, da bom jaz zdaj naredila revolucijo, dosti vam tega, ne bom več želela tega, ne bom več tega, ne bom več unga, dosti, ne gre za to. Ne gre za to, gre za en prav način, prav pristop k temu. Nevtralen, miren, spoštljiv do sebe in do drugih. Ker tako kot imamo mi notranje bitke, tako jih imajo vsi ljudje okoli nas. Vsi ljudje se iščejo, vsi ljudje se sprašujejo, no ne čisto vsi, ampak nekateri, kaj je moje poslanstvo, zakaj sem tukaj, kaj se dogaja. Tisti, ki trpijo, pač nekako obsojajo svet navzven, ta je kriv, on je kriv, to ni v redu, to se dogaja. To je zaradi tega, ker nas nekdo tam gor vodi in tako naprej. Ja, na nek način je svet res tak, kot je in ga ne bomo spremenili z svojimi zakoni, ki jih ne moremo spremeniti, lahko pa v tem svetu sebe izpolnimo, sebe aktiviramo. Aktiviramo svoje potenciale. Pregledamo, kaj lahko še mi naredimo. Nehamo obsojati druge ali pa sebe. Ampak najdete načine, kako se še bolj razširiti, razcveteti. In za žensko je zelo pomembno, da najde sebe, ker drugače se v odnosih izgublja. Ne samo v partnerskih odnosih, ampak tudi v ostalih odnosih. In zato seveda je dobro delati na sebi, spoznati sebe, vse svoje pluse, vse svoje minuse in potem se odločiti, kaj bom pri sebi sprejela, kaj bom pri sebi podpirala in kaj ne več. Ja, za take in drugačne spremembe sem ti na voljo na delavnicah, na individualnih terapijah, na vikend odmikih. Poglej si, kaj vse je trenutno aktualno in te vabim seveda, da se potopiš vase, kajti v tebi se skrivajo ogromni zakladi. Bodi fajn.